Pred mikrofon vabim današnjega slavnostnega govornika, pomočnika direktorja Urada za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, brigadirja Martina Jugovca. Brigadir, prosim. Spoštovani podžupan občine Vrhnika, gospod Leon Marjan Možina, spoštovani brigadir Tine Brajnik, spoštovani partnerji pri projektih z področja komunikacijskih in informacijskih sistemov za potrebe Slovenske vojske, spoštovane pripadnice in pripadniki enot za zveze ter organov za zveze in informatiko Slovenske vojske, odreda upravnih zvez, Urada za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, spoštovani veterani, spoštovani gostje. V teh dneh mineva 18 let od zaključnih in odločilnih dogodkov v procesu osamosvajanja Slovenije od bivše SFRJ. Takratna teritorialna obramba se je v sodelovanju z ostalimi subjekti osamosvajanja intenzivno pripravljala za najhujši možen scenarij tega procesa, to je za vojno, če ne bi bilo mogoče z drugimi sredstvi obraniti razglašeno samostojnost Slovenije. V sklopu teh priprav je bila sprejeta odločitev za nakup sodobnih in v praksi že tedaj preizkušenih radijskih naprav Rakal, velikemu delu prisotnih še vedno znane BCC 66 HE, VRKO 316 in 319 ter PRM 4720. Skupina 5 ljudi je 2. junija 1991 odpotovala v Veliko Britanijo na enotedensko usposabljanje pod vodstvom takratnega načelnika za zveze RŠTO, podporočnika Francija Kokravca. Od članov te skupine je v vrstah Slovenske vojske danes le še podpolkovnik Stanislav Šantl. V tistem tednu je izdelana tudi strategija uporabe novih radijskih naprav za prvo in drugo raven poveljevanja in kontrole v teritorialni obrambi Republike Slovenije. Po vrnitvi v Slovenijo so sledile priprave za vgradnjo radijskih naprav vozila, sama vgradnja in postavitev po poveljstvih, ter priprave za začetek delovanja novega omrežja, ki je bilo pripravljeno za delovanje 22. junija 1991. Ta dan proslavljamo, kot ste že slišali, kot dan roda zvez Slovenske vojske. Vpeljava sodobnih radijskih naprav tik pred vojno, ki so imele vgrajeno veze za zaščito govora in možnost frekvenčnega skakanja, je nedvomno predstavljala veliko neznanko in izziv za nasprotno stran. Take naprave so bile odporne tako na prisluškovanje kot tudi na motenje. Mirno lahko zatrdimo, da je bilo doseženo presenečenje na strateški ravni, saj so radijske naprave Rakal v vojni odigrale pomembno vlogo. Udeležencem prevozov, varovanja in vgradnje navedenih radijskih naprav ter vzpostavitve radijskega omrežja je za zasluge Ministrstvo za obrambo podelilo tudi spominski znak Hrast. Letos Slovenska vojska slavi svojo 18. obletnico obstoja v samostojni Sloveniji. Velikokrat smo slišali, da je ob tej starosti prišla v svojo polnoletnost, kar pa pomeni še večjo odgovornost pri izvrševanju svojega poslanstva in nalog. To velja tudi za naše področje komunikacijskih in informacijskih sistemov, saj je vse več delovnih procesov v Slovenski vojski, obrambnem sistemu in našem vsakdanjem življenju zelo odvisno od delovanja le-teh. Z zagotavljanjem delovanja teh sistemov podpiramo vodenje, poveljevanje in druge procese, ki so ključni za uspešno upravljanje nalog Slovenske vojske doma, v Republiki Sloveniji in v tujini na mednarodnih operacijah. Slovenska vojska se po 5 letih članstva v Severnoatlantskem zavezništvu nahaja pred izzivom prilagajanja na nove okoliščine, ki so se zgodile v zadnjih letih. V okoliščinah, v katerih se danes nahaja Slovenska vojska in celoten obrambni sistem, ko imamo vse več nalog doma in v tujini, manj financ in ljudi ter v spremenjenem strateškem varnostnem okolju, nas čakajo spremembe v smeri integracije, specializacije in racionalizacije našega dela na področju načrtovanja, razvoja, opremljanja, upravljanja, vzdrževanja ter izobraževanja in usposabljanja. Odločitve o teh spremembah bodo sprejete v naslednjih mesecih s spremembami in dopolnitvami strateških usmerjevalnih dokumentov nacionalne varnosti in obrambne politike. Naše težišče delovanja na področju komunikacijskih in informacijskih sistemov bo še naprej podpora procesom vodenja, poveljevanja in kontrole, celostne skrbi za pripadnike ter ostalim administrativnim procesom delovanja Slovenske vojske in obrambnega sistema doma in v tujini, kar pomeni,
tudi vse več možnosti oziroma obveznosti napotitve v tujino na operacije kriznega odzivanja za potrebe komunikacijske in informacijske podpore enot in poveljstva Slovenske vojske. Naše delovno okolje je z novimi tehnologijami in vedno večjimi potrebami uporabnikov vse bolj kompleksno in od nas zahteva še več strokovnega dela ob hkratnem vzdrževanju splošne vojaške usposobljenosti. Komunikacijski in informacijski sistemi, s katerimi upravljamo in jih tudi uporabljamo, so tako kompleksni, da je težko razpoznati meje, kje se konča komunikacijski in začne informacijski sistem in obratno. Informacijski sistemi v tako imenovanem omrežnem delovanju so brez komunikacijskih sistemov skoraj neuporabni. Prav tako večino komunikacijskih sistemov danes upravljamo s pomočjo informacijskih. Enih sistemov si brez drugih ne moremo več zamisliti, zato je tudi prav, da vezisti in informatiki obeležujemo svoj dan skupaj. Spoštovani, ob dnevu roda zvez želim vsem vezistom in informatikom Slovenske vojske, sedanjim in upokojenim in obrambnega sistema veliko delovnih in osebnih uspehov ter zadovoljstva v prihodnosti. Vsem prisotnim želim še naprej lep dan ob druženju v 11. bataljonu za zveze in vojašnici 26. oktobra na Vrhniki. Hvala.